Žuja, danes je na vrsti zgodba o mojem prvem gravel eventu. Za vse tiste, ki mogoče ne veste, gravel ali makadamkanje je kolesarjenje po več ali manj vseh neasfaltiranih površinah. Spravi neka mešanca oziroma umestna disciplina med cestnim kolesarstvom in gorskim kolesarstvom. Ker je jesen in cestno-kolesarskih eventov ni več, mi je v uč padel event Vipava Valley Gravel. Na voljo sta bile dve trasi, 50-kilometrska in 100-kilometrska. Valjda sem hotel doživeti gravel v vsej svoji polni luči, tako da sem se prijavil na tisto daljšo. Tako da najbolj, da gremo kar na zgodbo. Evo, jaz sem v Vrtojbi, kjer sta tudi štart pa cilj današnje trase. Moram reči, da se današnjega eventa res veselim, zato ker je gravel čisto nova zadeva, ki jo še nikoli nisem sprobal, tako da bo po moje res en super zanimiv dan na kolesu. Preden štartamo, pa še par besed o dogodku in opremi. Gre za nepodprt event, kar pomeni, da ni vmesnih postaj, ni spremstva in ni zunanje pomoči. Dobili smo GPX datoteko trase, katero sem naložil na Brightona, in vse, kar sem mogel narediti, je to, da sem sledil začrtani poti. Trasa je dolga 100 km in ima slabih 1000 višincev, ni kakšnih hudih dolgih vzponov, vse pa že po profilu trase vidi, da gre skozi majčkan gor dol. Zdaj je pa na vrsti še en pomemben del zgodbe, oprema. Zaenkrat še nimam kolesa, ki bi bil najbolj primeren za take evente, tako da sem se vsega skupaj lotil s poceni gorskim kolesom, ki sem ga kupil, ko sem začel kolesariti. Samo upal sem, da bo zadeva zdržala. Da je bilo vse skupaj vsaj majčkan lažje, sem kupil nova pedala in čevlje na sistemu penjanja. Definitivno se je nakup splačal. Ker smo bili kolesarji prepuščeni sami sebi, sem se odločil, da bom uporabil tudi ruzak, v katerega sem spravil par gelov, energijskih ploščic, 2 CO2 bombici in 2 zračnici. Skupaj sem mu na sebi tudi 4 bidone, 2 v stranskih žepih, enega v ruzaku in enega na kolesu. Nisem vedel, kva me čaka, zato sem se res majčkan bolj opremil, da če bi slučajno prišlo do problemov, da bi jih znal rešiti. Imel sem še 10 minut časa, tako da sem se počasi odpravil proti štartu. Čas je bil za novo dogodivščino. Ker tudi približno nisem vedel, kaj točno me čaka, mi je bil edini cilj v dnevu, da uspešno odpeljem traso. Skupaj se nas je nabrala kar lepa skupina in v tem trenutku sem že kar na polno užival. Hitro sem tudi opazil, da je na tej podlagi treba biti veliko bolj skoncentriran, kakor pa na kakšnem cestnem maratonu. Samo 2krat sem pogledal stran in 2krat sem zapeljal v luknjo. Je pa pomemben tudi to, da izbiraš tisto pravo linijo. Včasih je hitrejša na levi strani, drugič na desni strani ceste. Hitro vidiš, kdaj se preveč matraš samo zato, da bi ohranil hitrost. Celotna trasa je bila speljana tako, da smo bili res minimalno časa na asfaltu. Kadar se je pa to zgodilo, je bilo pa pametno ta čas izkoristiti za to, da si vase vrgel kakšen gel ali pa kakšen drug prigrizek. Prišli smo do luštne majhne vasice z ozkimi ulicami, podhodi in pazi to, potokom speljanim po cesti. Vse skupaj je majčkan spominjalo na kakšno vas iz Gospodarja prstanov.
Pri vasi Slap je potekala obnova ceste, zato smo mogli mečkati naokrog in to je pripeljalo do tega, da smo kolektivno zabluzali. Smo pa s pomočjo domačinov našli pravo pot, tako da smo bili hitro back on track. Bom pa mogel naštudirati, kako čim hitreje zamenjati baterijo na kamerci. Žal sem se mogel ustaviti in skupini sem lahko samo še pomahal v slovo. Jaz sem pa sam ustal, sem mogel baterijo zamenjati. Par odpadnikov se nas je nabralo skupaj in za kratek čas smo si delali družbo. Na krajšem vzponu sem videl, da grem lahko majčkeno višji tempo, tako da sem se odpeljal naprej. Sem bil pa pol tudi od tukaj pa do konca več ali manj kar sam, čakal me je pa še dobrih 40 km. Gravel je dosegel vsa moja pričakovanja. Res, užival sem v vsakem kilometru proge in kljub temu, da sem rabil skoraj 5 ur, se mi je zdelo, da je ta čas res hitro minil. Je pa verjetno veliko odvisen tudi od sreče. Ogromno kolesarjev je imel defekte, veliko pa poveži podatek, da nas je štartalo 179, v cilj pa nas je prišlo 143. Fertik. Super je bilo. Ne glede na to, da se v smislu dirkanja vsaj zame ni prav veliko dogajalo, sem v dogodku res užival. Kolesarjenje po pesku, blatu in lužah je enostaven zabaven, tako da the best je bilo. Če ti je bil video všeč, pa le stisni like pa subscribe, res vsak feedback veliko pomeni, tako da to je to. Se vidimo, živ!